tekma polna preobratov, številnih priložnosti, veliko zadetkov, vse na koncu obrnila vam v prid. Ja, tekma se obrnila nam v prid iz prostega razloga, ker smo si želeli zmage, ker smo si želeli te 3 točke. Vemo, kaj nam ta tekma prinaša, pomeni, da doma oddelamo stvari kot moramo. Dejstvo je, da nam vreme ni šlo na roko, dejstvo je, da so bili pogoji izredno težki za obe ekipi, ampak kljub temu smo mi z našim karakterom pošteno prišli oziroma zaslužno prišli do teh 3 točk. Nisem želel dejati, fantje so pokazali karakter. Po zaostanku so se uspeli vrniti. Ja, bom rekel, po prednosti in potem po zaostanku, bom rekel, smo se obrnili rezultat v našo korist. Zabili 5 zadetkov, dobili 3, bom rekel, katere od tega sta, bom rekel, 2 Eurogola. Iz prostega razloga nam je to bilo še toliko oteženo, ampak fantje so pokazali karakter in prišli do teh 3 točk. Nusmir Fajić, težka tekma, vendar ste uspeli zmagati. Sigurno težko igrišče, nekaj dni je padel dež, ampak začeli smo dobro in povedli 1-0. Potem smo prejeli 2 gola, prvega po naši napaki. Na koncu smo se borili in pokazali, da želimo zmago in jo tudi dosegli. Borili smo se i borbeno smo pokazali da možemo doći do rezultata i tako je bilo i danas. Imeli ste še kar nekaj priložnosti, enkrat ste zadeli? Seveda, igral sem precej zadnje čase, odigral sem nekaj tekem v celoti in to je tisto, kar sem tudi potreboval. Danes sem zabil gol in lahko sem zadovoljen, upam, da bo tako še naprej. Čaka vas tekma za Zavrčem? Najprej nas čaka evropska tekma, potem pa lahko razmišljamo o Zavrču. Gospod Elzner, kljub porazu svojim fantom ne morete ničesar občitati. Slab teren, ampak predstava je bila všečna. Sigurno, da je bila tekma prijetna za gledati. Z naše strani je bil en pogumen pristop tle v Ljudskem vrtu. Verjetno je zaradi tega tudi toliko golov padlo. Seveda nam je žal nekih momentov tekme, kjer bi lahko malce bolj mirno speljali stvari ali pa prišli v višje vodstvo ali pa zadržali vodstvo. Ampak je bilo toliko dogodkov, tolikokrat se je tekma obrnila, da zdaj gledati nazaj niti ni potrebno, niti pomembno. Seveda očitati ne moremo nič. Polovica naše ekipe je bila popolnoma na koncu moči, ko je sodnik zažvižgal na koncu. Tako da seveda energija je bila ogromna. Moramo pa gledati spet iz točkovnega vidika, kjer smo spet praznih rok in to boli. In ta pogumen pristop upam, da nam bo v nadaljevanju prinesel nujno potrebne točke. Slabo igrišče je privedlo tudi do nekaj napak, zato verjetno tudi toliko zadetkov? Morda, čeprav če gremo posamezne gole analizirati, niti niso toliko plod tega igrišča. Glede na vremenske razmere, ki so vladale v Sloveniji, tukaj je bilo presenetljivo dobra površina za igrati nogomet. In ko bo malce razočaranje glede točk splahnelo, bo obstajalo nek ponos, da smo bili sposobni tako tekmo tukaj odigrati. Imeli ste tudi nekaj igralcev na probi, kako je kaj z njimi? To bo še nekaj časa trajalo, malce več časa si moramo vzeti, da posameznike spremljamo, analiziramo. Za naše finančne razmere moramo zelo pazljivo te stvari delati in ne smemo si privoščiti napak. In zato bo ta premor koristen za analiziranje in ocenjevanje, kdo nam lahko nekaj več prinese. Joshua, videli smo dobro tekmo z veliko goli. Da, bila je izjemno zanimiva tekma za gledalce, na žalost pa smo jo izgubili. Bilo je veliko akcije in tekma je bila dobra. Bilo je izjemno deževno, ste izjemno hitri, branilci pa imajo na takem igrišču lahko kar nekaj težav. Da, bilo je težavno za določene branilce, še posebej na eni strani igrišča so imeli težave, ampak meni to tokrat ni povzročilo težav. Domžalje scored 3 times, but still. Zadeli ste 3-krat, a tekmo vseeno izgubili. Ja, ko ponavadi ekipa zabije 3 gole, tekmo tudi zmaga, ampak danes tako ni bilo. Upajmo, da bomo dvignili našo igro v obrambi, saj to moramo storiti, če želimo zmagati naslednjo tekmo in upam, da nam bo to tudi uspelo.